Vsi objekti v upravljanju JGZ Brdo, se pravi posestvo Brdo, oba objekta, Vila Zlatorog in Vila Bled na Bledu, Grad Strmol in pa Vila Tartini na slovenski obali v Strunjanu, so odprta za obiskovalce. Mi smo na široko odprli vrata. Želimo v bistvu prikazati oziroma približati vse naše objekte vsem Slovenkam in Slovencem, pokazati naša posestva, tudi naše storitve, in mislim, da je bil dejansko tudi skrajni čas za to, da se temu na tak način tudi približamo. To pomeni, da državljani in drugi lahko brez problemov pridejo na Brdo ali kakšne druge protokolarne objekte, kot so na Bledu in na morju? Seveda, vedno dobrodošli tudi na kratek obisk, da spijete kavico, pojeste kremšnito na Bledu ali spijete kozarec refoška v Vili Tartini, ali pa seveda tudi nudimo prenočišča na najbolj elitnih lokacijah, in mislim, da odzivi kažejo na to, da v bistvu izpolnjujemo vsa pričakovanja naših gostov. Kako ste pa zadovoljni s poslovanjem? Predsedovanje je sedaj mimo, lahko tudi nekaj besed rečete o tem? Leto 2021 je bilo za JGZ Brdo zelo uspešno. Ustvarili smo skoraj 300 tisoč evrov dobička, malo manj kot 10 milijonov prihodkov. Zadovoljni smo, da smo uspeli pravočasno narediti hotel, Elegans Hotel Brdo. Mislim, da smo zelo lepo oddelali tudi predsedovanje Slovenije Evropski uniji in v bistvu na vseh lokacijah opravljali svoje poslanstvo vzorno. Kot sem že omenil, v lanskem letu smo ustvarili slabih 10 milijonov evrov prihodkov in dobrih 300 tisoč evrov dobička, in ta dobiček namenjamo, v bistvu vlagamo skupaj z dobički iz preteklih let v izgradnjo wellness centra v Elegans Hotelu Brdo. Pa tudi na področju športa imate neke načrte? Drži, naredili bomo skupaj z ostalimi partnerji, bomo realizirali projekt Nacionalnega olimpijskega centra za glavne dvoranske športe. Zgradili bomo veliko športno dvorano, ki bo namenjena predvsem vadbi različnih starostnih skupin in tudi članskih reprezentanc. S tem bomo obogatili v bistvu tudi naš hotel, ki je dejansko narejen za to, da gosti, bi rekel, pomembne goste in pa seveda vse ostale, se pravi športnike in vse, ki pač prihajajo na posestvo Brdo. S strani športnikov oziroma športnic ste dobili neko posebno pohvalo? Ja, drži. S ponosom povem, da smo v začetku januarja gostili najboljše svetovne smučarke v okviru Zlate lisice, ki je bila v Kranjski Gori, in posebej smo se razveselili pohval Mikaele Šifrin, ene najboljših smučark na svetu, ki nas je razveselila s pohvalo glede našega osebja, se pravi pohvalo je namenila osebju Elegans Hotela Brdo. Ta pohvala nam godi, hkrati nas pa tudi seveda zavezuje, da bomo tudi v prihodnje res dobri pri tem, kar delamo.